Opozoril pred škodljivostjo sonca je res, da vsako leto več, a najbolj lahko škodi tisto, česar ne vemo. Da bi tega neznanja in nezavedanja bilo čim manj, je z nami zdravnica Simona Uršič, specialistka higiene z NIJZ. Dober dan. Dober dan. Če je vsaka porjavelost že poškodba kože, ali torej zdrava porjavelost sploh obstaja? Žal zdrave porjavelosti ni. Porjavelost kože namreč predstavlja obrambni odgovor kože, da se je koža s pospešeno tvorbo temnega pigmenta, melanina, skušala zaščititi pred nadaljnjimi poškodbami zaradi UV-sevanja. In problem izpostavljanja UV-sevanja večkrat, kot je, dalj časa, kot traja, je v tem, da naša koža tega ne pozabi in čez čas pride do degenerativnih sprememb na celicah kože, na krvnih žilah, na vezivnem tkivu in vse to lahko potem se odrazi kot kasne posledice v smislu pospešenega staranja kože in tudi kožnega raka. Torej, sodeč po povedanem, je bleda polt oziroma naša osnovna barva, torej nova zaželenost. Ja, naša naravna polt naj bi bila tista, ki si jo želimo ohraniti. In zato tudi tako skušamo osvestiti čim širšo javnost, da resnično izvaja ukrepe za zaščito pred UV-sevanjem, tako sončnim kot umetnim, in to že od najnežnejših let naprej. Zakaj vse je sonce oziroma so ultravijolični žarki, namerno bom rekla tako, na zatožni klopi? Da ne bom začela vedno z negativnim, mogoče najprej to, da se vsi zavedamo, da ima sonce tudi koristne učinke. Ob sončnih dneh se dobro počutimo, praviloma imamo takrat več energije. Sonce nam normalno daje toploto, nam daje svetlobo, ki je potrebna tudi za razvoj očesa in vidne funkcije, ampak žal ostajamo vedno pri tem. UV sončno sevanje ima tudi ogromno škodljivih učinkov in to na kožo, na oči, na imunski sistem in take, ki se odrazijo takoj, se pravi akutne, in pa tiste, ki se jih pravzaprav najbolj bojimo, to so tisti kronični učinki. Žal verjetno akutne učinke na koži bolj ali manj vsi poznamo, rdečina kože, opekline. Kasni učinki pa so že prej omenjeno pospešeno staranje, se pravi fotostaranje in pa kožni rak v vseh oblikah. Pri očeh je podobno. Akutni učinki se kažejo z vnetjem veznice, vnetjem roženice, o snežni slepoti smo verjetno že tudi vsi slišali, medtem ko pa je kasni učinek pa nastanek očesne sive mrene oziroma katarakte. Na imunski sistem pa UV-sevanje deluje zaviralno. Predvsem pa je UV-sevanje na zatožni klopi zato, ker je dokazan kancerogen, se pravi dokazano vpliva na nastanek raka kože. Pri človeku je uvrščen v prvo skupino skupaj z tobakom, z azbestom. To je tisti glavni razlog, zakaj se ga tako bojimo. Kako se pred tem UV sončnim sevanjem zaščitimo učinkovito? Radi poudarjamo, da obstaja 7 takih osnovnih pravil. Prvo je tisto omejitev izpostavljanja soncu. V poletnem času je to nekako od 10. do 17. ure, se pravi okrog poldneva, takrat, ko tudi sami vemo, da je sonce najmočnejše. Če se le da, aktivnosti na prostem opravimo prej ali pa potem. Potem je drugo, da se omaknemo v senco, globoko senco, da bo korist od tega. Najboljšo senco nam seveda daje zgradba. Potem je to ustvarjanje sence z pokrivalom in z oblačili. Zdaj pri pokrivalu moramo upoštevati, da izberemo recimo kapo, ki ima spredaj ščitnik, ampak pomisliti moramo tudi na zaščito vratu. Zato toliko poudarjamo ta legionarski kroj pokrivala. Pri klobuku pa, da ima zadosti široke krajice, kar nekako 7,5 do 10 cm se reče. Potem imamo uporabo sončnih očal in potem še zaščitna krema. Samo na tiste dele, ki jih ne moremo zaščititi drugače.
dodatno priporočamo, da spremljamo vrednosti UV indeksa, tudi pri nas v Sloveniji lahko spremljamo na spletnih straneh ARSO, bi pa to opozorila, da ni dovolj, da pogledamo, kakšna je vrednost UV indeksa zjutraj, poglejmo, kakšna je napoved za tisti dan, ne? Zaradi tega, ker UV indeks tekom dneva narašča od poldneva naprej. Pa še to, včasih mislimo, da se je treba zaščititi takrat, ko gremo na morje, ko smo na plaži, ko smo v bazenu, seveda, takrat moramo še bolj paziti, ker se sonce tudi odbija in je v bistvu tista doza UV sevanja še večja. Ampak ne pozabimo, soncu smo izpostavljeni tudi na vrtu, ko delamo, tudi v vinogradu, tudi če gremo v gore. Skratka, pri vseh aktivnostih na prostem v tistem času, ko je moč sonca največja. Kako pa se pravilno namažemo? Pogosto vidimo zlasti otroke, ki so od kreme kar beli. Ali starši ravnajo prav? Pri pravilni uporabi kemičnih pripravkov za zaščito pred soncem je pomemben tako pravilen nanos, kot tudi pogostost nanosa. In pravilen nanos je tak, da za enkrat nanos celega telesa porabimo kar veliko količino kreme. Za lažjo predstavo, 1 čajna žlička ima 5 ml, mi bi pa za enkrat nanos odraslega človeka potrebovali 35 ml. Po 1 čajno žličko za vsako končino, 1 za obraz in vrat, 1 za sprednji del trupa in 1 za zadnji del trupa. Za otroka malo manj, ampak ne veliko manj. Se pravi, da ravnajo starši kar prav, če otroke namažejo na debelo. Pogostost nanosa, to pa je vsaj vsaki 2 uri bi se bilo treba obnavljati, oziroma če gremo vmes vodo, če se močno potimo, če se močno vzdrgnemo z brisačo, pa seveda takoj zatem. Če se dotakneva še krem, trg jih ponuja res veliko, široka paleta zaščitnih faktorjev pred žarki UVA in UVB je na voljo. Kaj številke na embalažah, denimo 15, 20, 50 plus sploh pomenijo? Ta številka pomeni razmerje med dozo UVB sevanja, ki bi bila potrebna, da bi na zaščiteni koži dosegla enak učinek kot doza, ki bi dosegla ta učinek na nezaščiteni koži. Se pravi, da povem bolj po domače, če je zaščitni faktor 10, pomeni za to, da bi nastala minimalna rdečina, če je za to potrebno 5 minut, takrat, ko imamo nezaščiteno kožo, če bi mi potem na njo nanesli kremo z faktorjem 10, bi tak učinek nastal po 50 minutah. Na splošno pa priporočamo uporabo višjega faktorja, nekje nad 30 plus, za otroke, ki imajo izrazito nežno kožo, pa tudi za osebe z fototipom kože 1, to so osebe z zelo belo poltjo, svetlo lase, ponavadi rdeče lase z pegami, tiste tudi faktor 50 plus. Kaj pa oči? UV indeks, ki glede sevanja pri koži je merilo, pa je pri očeh pravzaprav razmeroma neuporaben podatek oziroma je lahko zavajajoč. Oko namreč v enakih pogojih prejme bistveno višjo dozo UV sevanja kot koža, saj je bolj izpostavljeno sevanju, ki se odbija od tav. Poleg tega je dodaten, recimo temu neugoden dejavnik, tudi ukrivljena površina roženice, ki ima nekakšen zbiralni učinek. Pri očeh je pomemben ta višinski kot sonca, kar pomeni, da koža in oči niso nujno enako izpostavljeni v istem času dneva. Česa ne smemo spregledati pri sončnih očalih, vemo, da jih razne trgovine ponujajo veliko, na kaj moramo biti posebej pozorni tako pri odraslih kot pri otrocih. Ja, vse to, kar ste navedli, drži. Za zaščito oči je pomembno, da uporabljamo ustrezna sončna očala in da vedno kombiniramo to tudi z pokrivalom, kajti pokrivalo z dosti širokimi krajci oziroma zaščitnikom nam oči varuje na zgornjem delu, onemogoči prehajanje UV sevanja z zgornje strani. Drugače pa pri izbiri samih očal pazimo
tako kakšna je leča, kot tudi na okvir očal. Pri leči moramo biti pozorni, da zadržijo oziroma blokirajo v 99 do 100% UV-sevanje do dolžine 400 nanometrov. To je tisti znak CE400. Poleg tega pa naj bi očala pa vseeno prepuščala vidno svetlobo nekje v 75 do 90%. Glede okvirjev pa naj bodo čim večji, da čim bolj zaščitijo, predvsem pa bodimo pozorni, da zaščitijo tudi od strani. Pri otrocih se odločimo za bikarbonatne zaradi materiala, bi pa mogoče tukaj opozorila na nošnjo očal. Slovenija je v tisti geografski legi, kjer okulisti priporočajo, da otroci, pri katerih se oko in očesna funkcija še razvija, očala ne bi nosili ves čas, ampak samo takrat, ko imamo izjemne pogoje osvetlitve. To je recimo v visokogorju, ob morju, na plaži. Seveda pa naj bodo pa ves čas zaščiteni z pokrivalom oziroma pri dojenčkih naj imajo strešico na vozičku. Tukaj so mišljeni pri otrocih, dojenčki in otroci nekako do 10 let. Bova končali pozitivno. Prej ste že omenili, da sonce ima tudi pozitivne učinke, pa sprašujem po vitaminu D3. Vitamin D je izredno pomemben vitamin, zato bi mogoče tukaj povedala, ker se vedno sprašuje, koliko pa je dobro, oziroma se celo nekako marsikdo to laži pa reče, joj, sem bolj dolgo se izpostavljal v soncu, pa saj to je pa koristno za vitamin D. Ja, je koristno za vitamin D, ampak zelo, zelo kratek čas. Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije za zadostno tvorbo vitamina D v poletnem času zadostuje že 5 do 15 minut bivanja na soncu in še to tako, da imamo razgaljene zgolj tiste dele telesa, ki so že vedno izpostavljeni, obraz, roke, dlani in še to ne vsak dan, samo 2 do 3 na teden. V upanju, da so vaša opozorila dosegla mnoge, se vam lepo zahvaljujem, zdravnica Simona Uršič, z NIJZ specialistka higiene. Hvala lepa. Hvala.